recimo, ok, se pravi neka sodelavka, ki ima tudi te psihične probleme. Ona je tudi bila včasih na drogi, ampak zdaj dela doktorat. Aha, Mislim, nima več s tem, nima več pa svojo družino. Moja mentorica je, moja šefica v službi. to direktorica ali kaj? Ne direktorica, šefica. Šefica, ok. Direktorica je višji, še višji. Ja, vem, sem bil jaz direktor tega bazena. Tako da vem, da je direktor najvišji, pa imaš pa podšefe. Tako. V redu. A je bila pri meni? Ne, gleda vaše Podcaste, prispevke. Pa Faktor. Jaz sem zelo poučen, samo ta moja znanja so neljuba tudi za psihiatrijo, ker pišem tudi knjigo Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Ker psihiatri vas šopajo s tableti, ne? Neka akutna stanja psihoze morajo biti zdravljena s tableti, ne? Ampak pogovarjanje, zdravljenje z besedo, kar je uvedel Freud, ne? Zdaj ga narisal, obrne paradigmo pristopa k patologiji, motnjam psihe, ne? Se pravi, bolezenskim pa tem stanjem. Pogovarjati se treba in spremeniti miselne sisteme in potem se živčni transmiteri preoblikujejo. Vi pa po medicinski paradigmi, recimo kot tam pacient psihiatrije, ne, vi pa dobite oralno zaužite tablete, ki po kapilarah pride v možgane in tam vam neke spremembe delajo in te tableti vas nič ne zdravijo, ampak samo odpravljajo simptome, recimo halucinacije, ne, zdravijo čist nič ne. Antidepresivi tudi nič ne zdravijo, samo ublažijo trpljenje, ne. In zdaj na teh antipsihotikih vi morate biti tako rekoč doživljenjsko. Če bi imeli vi psihozo, ki je načeloma dedno pogojena, ampak vi imate pa psihozo, koliko sem jaz prebral ta vaš življenjepis, zaradi drog. Ja. Ste pa v nekem pubertetnem obdobju, ste zapadli v drogo tam in potem ste tam pri 21 letih začeli, ne? In zdaj vi brez tablet tako rekoč ne morete funkcionirati. Ne, Če pa probate, pa lahko nazaj zapadete v psihozo. Samo, če bi se pa vi pogovarjali s kompetentno osebo, recimo, ker sem imel jaz, ravno kot direktor, sem imel eno pod seboj, to preko javnih del, pa tako naprej, in je bila tudi psihotična, ne? In sem rekel, da greva midva skupaj film gledati Briljantni Russell Crowe igra, John Nash je ta lik, če ste slučajno gledali film. To je Nobelov nagrajenec, ki je imel to psihozo. In on je sebe zverziral, da je prepoznaval, kdaj je bil nor, ne? Psihoza je norost, drugače, ne? Ker se vidijo ene stvari, ki jih ni. Človek nekaj vidi, čuti, ne? Ena stanja, ki jih ni. to sem zdaj doživljal, ker sem tablete opustil. Ja. To sem zdaj doživljal, ampak je bilo zelo močno. Ja, Da pol nisem mogel več zdržati, ne. Verjamem, no. Ta John Nash je videl tam neko 3 osebe in on je sebe zverziral, da teh oseb ni, da se mu dozdeva, da so. Zato, ker se ena punčka je bila 5 let stara, kar 5 let je bila 5 let stara, mogla že 5 let starejša biti. On je 5 let videval in je punčka skozi 5 let stara, ne. On je videl, ko da tako roko gor, se je roka ustavila na njeni glavi, ne, na zraku. On je videl, pa jo ni bilo, ne. Je pa še zmeraj 5 let stara. On je stuhtal, čakaj malo, je rekel, Tamara, tebe pa ni, ne, ker ti si že 5 let, že 5 let si 5 let stara, ti bi mogla biti zdaj 10 let stara, ne. Viš, se pravi, oni, ko meni reče, da sem nor, ne, sem očitno res nor, ker tebe ne more biti, ker ni logično, da si toliko časa 5 let stara. Tebe ni, pa je pa še en prijatelj bil, pa še en KGB preganjavi tam agent ruski, kaj že bil, ne. In on je spoznal, da njih ni. In potem jih ignoriral. Je rekel, ni vas, ne. In se je normalno obnašal, čeprav jih je še kar videl. Ker problem psihoze je, da se naporen za okolico. Ker okolica ima problem. Vse psihotiki ne vejo, da so nori, ne. Mislim, akutna stanja, vi 100% veste, da je tisto, kar vidite, da je res. Imate 100%, ne. In potem, recimo, okolica se pa za glavo drži. Ne, en moj kolega, bil pri meni pa rekel, jaz sem videl vrata na steni pa hudiča.
z rogovi, jaz sem se ga toliko strašil, zbežal skozi vrata, ampak vrat ni bilo, se s polnim šusom z glavo v steno zaletel. To mu je pa brat povedal, ki je bil ven zakotnega stanja, je rekel, veš, ko si ti naredil? S polnim šprintom si se z glavo zid zabil. Je rekel, jaz sem videl tam vrata, ozadaj je bil pa hodič. Je rekel, kak hodič? Jaz sem skupaj smo bila, nobenega hodiča ni bilo. Je rekel, jaz sem ga videl, 100%, ker je bil psihotik. Jaz sem te psihotična stanja pa halucinacije sem doživljal bolj na drogi, a ne? Ja. Bolj na drogi, drugače sem bil trezen, niti ne. Sem pa od trave pa od tega sem pol postal psihotičen, no. Ja, zato se jaz angažiram, grem v medije, se izpostavljam, ne legalizirati travo, ker trava je ena od stopnic k kokainu, pa heroinu, pa tako naprej. In že trava lahko povzroča psihotična stanja, halucinacije, prisluhe, vse to. Ne, in potem se te zagovorniki trave, ko je že Jaka Bitenc, na vse pretege zavzemajo za legalizacijo. Če to legaliziram, se bodo otroci zadevali in doživljali psihoze in bojo invalidsko takole, ko ste vi. Neuporabni, ne. Zato droga je omama, ki je zelo škodljiva. Ne? In jo je treba imeti pod kontrolo. Ni dobra legalizacija. Jaz tako vidim, jaz nisem znal drugega, kot samo travo kaditi. Nič delati, sploh nimaš nič od življenja. Lušno pa je biti zadet. Samo da travo kadiš, samo ko se zaveš, kaj počneš, vidiš, da to ni prav, ne. Pa še trava je draga, Ja. pa je pa treba na šverc gojiti, ne, tam nekje v Hosti ali pa v nekih tegelcih gor, ne, da ne vidi. Pa vsak dan kupovati pa... Ja, kupovati, kje pa tole, a spote pa manj bo ta dala. Ne. Ja, zdaj, mislim, to je taka dilema in pol te, ki, sem vam povedal že od zunaj, ki niso ljubljeni, imajo problem s prijetnostjo življenja. Oni se ne čutijo prijetno v življenju, ker kot otroci niso bili ljubljeni, niso občutili materinske in očetovske ljubezni, harmonije v primarni družini in potem zbežijo v omamo, ker omamen biti je pa lušen. Je lušten. Lušen, ja. Ne, zdaj, baje zadeto od heroina je 1000-kratni orgazem. Sem slišal, jaz ne vem, kaj to. Poznam to, no. Vem, kako je bilo, ko sem bil zadet, so taki občutki ugodja, ampak pol, ko te to spusti. Pa rabiš spet ugodje. Ali pa dol padeš. Ja, se treseš, abstinenčna kriza in začaran krog. Ne? Treba je uživati v življenju, v stvareh, ki so same po sebi prijetne. Ne? Prej ste omenjali šport. Ste bili v gimnastiki pa v fuzbalu. Ja, sem bil tudi uspešen, no. Tudi priznanja, da sem... Super, no. Ok, lejte, jaz sem bil v gimnastiki, jugoslovanski prvak sem bil v gimnastiki. Sam, pa pol še trener jugoslovanske reprezentance v fuzbalu, ki ste rekli, da ste bili tele moja dva. Sta prvo ligo špilo, ok, ta je bil na klopi, pa ni špilo, ta je pa špilo, pa 7 golov dal. Zelo v Nemčiji špila, nekaj ima mnogo shebljano. Mislim, prvo ligo je igral. In potem, če ti doživljaš ugodje, ko daš gol, ali pa ko ekipa zmaga, to je to ključen. Poživiš za tisto, ne. Zdaj, Tadej Mohorič, Matej Mohorič, kaj je, ki Tour de France eno etapo zmagal. Karjoko. Ja, on je vedel, kakšne agonije je on skozi dal. Ampak kakšen užitek je pa zmaga Tour de France. In zdaj še etapo gor na Poljskem zmagu. Je to neverjetno užitek. Zdaj pa tisti, ki imate pa spodletela primarno družino, spodletelo otroštvo, premalo ljubljenosti, disharmonično primarno družino. Vi pa rabite ugodje, ker ga ne znate najti na drug način. Tudi recimo vloga materi je ponesrečena, vloga očeta, ne. Če imaš ti močno vlogo očeta, če mama ta prava, potem se ti trudiš recimo zmagati v športu in ko zmagaš v športu, je to izredno lušen. Užitek, ko ga nobena druga ne more. Jaz sem bil borben, pa nisem imel doma podpore, mama me je podpirala, pa se me je oče tudi, no. Ampak sem bil borben že po naravi. Tako je prav, to je pravilno dip, se reče, ne, v psihoanalizi. In na tej borbenosti se dosegajo zmage v šoli, mislim, narediš šolo, narediš faks, se boriš za babo, jo dobiš, ne, ker si car.
ker ženske ima rade zmagovalce, ne luzerje, zmagovalce. Ja. In pa, ko si ti car, ker zmaguješ, ker si prvak, junak, pa tako naprej, dobiš privilegij ženske želje in pa se ti lepe babe nastavljajo, ne? In pa je lušen se s tem ukvarjati. Jaz sem bil takrat skoraj najboljši športnik na šoli. Sem bil res najboljši, največ priznanj sem imel, ampak bab pa ni bilo. Sem bil še malo premlad. Malo sramažljivosti, ki je v redu, ne, pa malo premlad, načeloma pa tako, paradigma v tej naše rasi homo sapiens, ne, v človeštvu, v puberteti je, da se puncam dopadejo tisti fantje, ki zmagujejo v nečem. Tako je. In potem se nastavi tja, ne, ampak ona drugačko lepa ne more biti, ne. Zludarja pa neče biti. Ja. Ne, in zdaj, če bi vi potrpeli, ne, bi se babe tako suvereno vam nastavljale, če ste bili car, in pol, kaj vem, malo poguma, 2 flaše pira in se začne dogajati. In pol sram mine in pol se začnejo užitki dogajati na ta prav način. Vi pa v tej fazi ste recimo podlegli omami, ne, se pravi neki drogi, ali tudi alkoholu, omami, travi, in je bilo lušen. In to lušen brez bab, brez unih nekih titul, s katerimi bi vi mogli uživati, kot zmagovalec, junak, prvak. In ste se zaciklali. Ne, mnogi se zaciklajo, ampak se ven poberejo. Poberejo se ven tisti, ki so imeli urejene primarne družine. Zdaj pa, ko sem bral tale vaš življenjepis, ne, pa niste imeli tako urejeno primarno družino. Ene stvari iz registra ljubljenosti se vam niso dogajale tako, kot se morajo. In potem človek nezavedno ne čuti ugodja naslova prijemanja ljubezni. Potem je pa mama izhod v sili. Pa enkrat vi začnete konzumirati ta ugodja. Enkrat doživiš ta občutek, ne? Potem se ga težko rešiš. Reši se ga pa tisti, ne, ki stuhta, ki ima močno neko očeta, ne, da malo to se ne sme. Ne se omamljati, ne piti, ne biti zadet, ne. Očetov ne smeš, ki je oidipalno koncipiran v primarni družini, oidipokompleks. Potem deluje kot notranji moralni kompas in pol mladec tam pije vsak dan, pa po enem trenutku reče, to pa ne vodi nikamor. Vsak dan sem pijen, nič ne dela. Ko sem si jaz rekel in doma ni bilo podpore, nobene, nisem se imel na koga obrniti. In sem mogel iti na zdravljenje. Ja, ti si že posledično, koliko je do 21 bilo. Tako nekako, ja. No, ja, ampak takrat je bila stvar že v fundamentu malo zavoljena, ko sem bral ta vaš življenjepis, že primarna družina ni bila čista prava, ne. Klasična družina je tam ljubeča mami, brezpogojno ljubeča. Pri nas je bilo vse, ni bilo v redu. Ni bilo v redu, ja. Iz tega naslova ni bilo v redu, se vam je psiha zavozlala, oziroma življenje se vam je zavozlalo, psiha pa rabi ugodje. Načelo ugodja obvladuje človeka, lušn mora biti v življenju. In ker niste vi prijemali ugodja z naslova ljubezni, potem so tukaj punce, pa tudi ta moralni kompas, verjetno niste imeli pravilno skalibriranega in ste med lušen pa prav zbrali lušen, namesto prav. Vi bi mogli zbrati, ne, zdaj moram pa šolo narediti, zdaj verjetno stojo. Ne, par izpitov mi je ostalo. Tako ne, srednjo ste pa naredili? Ne, par izpitov mi je ostalo. Še srednjo, ne, zdaj pa v šolo hoditi ni lušen, ne, tiste cveke tam pa te maltretira profesor. Špricati je pa lušen. Ja, ampak vi morate notranji kompas imeti, ki ga daje pa oidipski oče. In morate vedeti, da morate šolo narediti, ker je to vaša obveza. Zdaj sem se spravil šolo delati, ne? In iz 3 izpitov je prišlo ven 12 izpitov. Po cele bukve sem rekel, daj. Se pa ne da. Ne da, preveč časa bi mi... Lažje peš okoli sveta, kot to obdelal. To je tudi sistem butasto nastavlja, ne? Iz 3 izpitov je prišlo 12 izpitov ven. Vsega se je učni sistem neki spremenil. Sadistično so se začeli življati nad tistimi, ki niste dokončali šolo, namesto da bi vam pomagali. To je sistem butast in ta sistem imajo ženske v rokah, ne? Zato nimajo moralne resornosti, ne? Vi bi se krasno znali, če bi šolo naredili,
pa mogoče vam zapaše pridobivanje znanja, še kak faks naredili in potem si celo neko službo dobili, kar pomeni, da bi pa vi začeli pa prijemati normalen denar, ne, 1000, 1500 evrov, 2000 evrov, ne. Zdaj pa tisto plačo mizerno, ki jo dobivate, ne, star slovenski, ali ne, jugoslovanski pregovor se imenuje ne možeš bez kurca na svadbo, kar bi pomenilo, da moški brez denarja naj si ga drka še naprej. Vi, če nimate denarja, žensko ne morete povabiti na pico, na pijačo, ne, ker nimate denarja. To ga že imam, no, da bi jo na pijačo lahko povabil, kaj več pa ne. Ja. Ja. Pa celo avto imate, ali to Ja. od očeta? Moj. Avto imate, Ja. sam živite pa pri očetu, ne? Mislim, moje stanovanje. Ja, ok. On mi ga je prepisal. V redu. Ja. Ženska rabi tistega carja, ki bo zagotovil denar, varnost, denar, zaščito, varnost, denar. Tako je ženska psiha skalibrirana, čeprav feminizem pač zapelje. Zmagovalci pa to imajo, Ja. zmagovalci, ne. Ja. In ženska ne gleda zdaj, koliko je kdo, tako good looking, lepo zgleda. Ona gleda, koliko ima kapacitete, da jo vzdržuje, ne. Da bo ona prijetno živela, da bo imela družino, da bo poskrbel provider, ne, zagotovil ji prijetno življenje, moški. In mora moški biti car, cari so pa tisti, ki imajo biznis, ki zaslužijo. Zdaj pa toliko že zaslužite, da na kavico pa eno pico peljete. Ja. Ne morete pa 14 dni na Maldive pelati. Ne. To je pa zajeban. Ja. One tiste telepe se nastavljajo tistim carjem, ko jih pelje v Istro za vikend, vsake 2 meseca, ne, pa na smučanje polet, pa še kam, ne, tisti so carji. In zato, da vi pridobite privilegij v ženski želji, morate šolo narediti, morate imeti službo, kjer vi 2000 evrov dobite, ali pa 1500, recimo saj, ne, pol vam pa joške pripadajo, če ne pa ne, ali pa dobite tako neko grdulo, tam 300 kilsko, pa grdo ko smrt. Zato sem pa samski. Ja. Ki je vse to. Tako, in zdaj vi tega niste štekali pri 20 letih, ne, intuitivno bi morali vi vedeti. Šolo moram narediti, grem na faks, imam službo, potem mi pa babe pripadajo. Če ne, tam so sam neko bežni seks se že naredi, ampak neke resne zveze pa ne morate imeti, ker se vam bo ženske izogibale, ker imate status, ne vem, bivšega narkomana, ko ima tam neko obrobno službo, pa 500 evrov plače, ali pa 800, ne. Ja. To ženska ne bo tja šla. Ona bo šla tunem, ki ima Ferrarija zunaj, oziroma Ferrarija, ki ima, ne vem, svojo hišo, ne vem kaj, ne, da ima status, da ima tole, da je car. Prava ljubezen ne bi poznala meja, da ti bi ženska tudi v slabem stala ob strani, ne. Ko ste vi kakšno Romanco v Seattlu gledali, ali kje je to? Fantazijske romance, ali pa turške Ja. ljubezen stala ob strani. Glejte, to je v fazi zaljubljenosti 1, 2, 3 leta. Pa še takrat je seks, vsak seks, ki je adrenalinski pa dober. Potem se pa baba strezni, pa vidite malo luzerja. Ne, ok, se pa še neki otroci zgodijo, ne, in ne znamo. Pa si pa vezan do konca. Pa ona, ko, za večerjo bo jedla 3 litre ljubezni, bo požrla. Pa makarone. Pa makarone. Ja. Ne, ni to tako narejeno. Moški je tisti, ki mora ženski zagotoviti ugodje v življenju. In to tisti, ki je lepa, ne, težko se tam z neko grdulo se nekaj jed, ne. Se pravi, vam pripada lepa ženska in jo boste tudi omamili in z lepoto, mislim, tudi če bi bili grdi, bi vas videla lepo, če imate dosti znanja, če ste car, če ste zmagovalec, če imate karizmo, imidž, status v družbi, bo baba čisto zadeta z vami. Kako te imam rada. Ker nezavedno ima drugo logiko, kakor tam nek malo pogledaš, ljubezen, ne. To mine. Ljubezen, to začetka je zaljubljenost, ki zbledi. Prava ljubezen se vzpostavi po enih drugih algoritmih. Imam eno luštno punco v službi, pa me ne povoha, tudi ne povoha mene. Tudi 5% ne da name. Ja, vi imate status bivšega narkomana,
ne vem, psihičnega bolnika, ki je na tabletih, Tako je. simptome kažete, ne? Ja. Tele tike z rokam, ko imate. To stranski učinek tablet. Malo sem živčen. To živčnost, to je za kmečka logika. Ne, to so lahko stranski učinki tablet, ne? Ki jih imate. In zdaj, ko ženska takole vidi, pa je s tem narobe, ne? Izogibajo se, ne. Je zato, ker njihova pamet je tudi nezavedna. Ona vas skenira, ne? In vi niste špic naroba za partnerstvo, ne? Ker ona ima svojo pamet. Ne? Ona si, recimo, kot ko motri, zavestno, predvsem pa nezavedno, njen nezaveden sklep je, če se z njim zapletem, ko bi si dala mlinski kamen okrog glave, pa grem plavat čez ocean, me potonka. Tak sklep ona upravi. Pa ni nujno, da to drži. Tako ni nujno, da to drži, ja. Ni nujno. Vi bi se, ne, fejst normalizirali, če bi imeli eno luškano žensko partnerstvo, kjer bi, ne vem, skupaj živela, ne vem, kovala načrte, ko bi imela neko družino, ne, in vi bi se lahko popolnoma normalizirali, če bi šli v to družinsko življenje. Čist možno je, da vi začeli funkcionirati dosti normalno. Ja, ta izolacija, da si skozi sam, to ni dobro za človeka. Vam psiha skozi špila negativno. Negativno, ja. Če bi bili vi zaljubljeni, pa prijemali ljubezen, vi greste lahko v tistem trenutku dol s tablet. Ker bi to ugodja prijemali. Lušč bi bilo. Ja, pa nažalost ni tako. Ja. Ja, zdaj velika verjetnost je, da se to ne bo tako zgodilo, ne. Ampak en skromen procent možnosti pa je, da se vam stvari poklopijo, ne, da določene ženske, bi rekel, klepi po moškem, ki ga rešuje, ker je kot deklica videla, ali pa bila deležna očeta, ki ga je tudi ona kot deklica malo reševala, pa videla, kako mama rešuje očeta in je uspešna. In ena ženska vas vidi... Vi to lepo vidite, ja. Ena ženska vas lahko vidi kot nekoga, ki je dobrega srca. In rab pomoč. Rab pomoč in ona uživa, ko vam pomaga. Vi se pa naglihate. Ja. Ne, vi bi imeli zdaj največjo dozo, bi rekel, normalnosti bi prijeli od ene ljubeče ženske. Če vi imeli eno dobro žensko, vas imela rada, da seks zalaufa, da imate neko skupno družino, vi se čisto normalizirate. Sam težko boste v tem stanju dobili špicno robo za ožen. Težko, ker take normalne špicne ženske... Nobena luzera noče. Ja, one dobijo, one alfa samce. Ker nezavedno ve, kdo bo pa meni rešil življenje, tale, ne. Pa reče, lej, koliko je lep, sploh ni lep. Ampak ima denar, naredil faks, ne vem, ima svoje stanovanje, ima dober avto, pa 2000 evrov zasluži. Uči zadeta z njim, ne. Pa se pa vidva začeta pogovarjati, pa vi v objemu iskrenosti rečete, jaz sem imel pa to v družini, jaz sem imel narkoman, šolo nisem že srednjo naredil, jaz sem invalidsko v penziji, jaz sem na tabletih. Gotovo, bo zbežala. Ne. Ker njej tudi pamet deluje. Večina njih, mogoče ne čisto vse, tiste, ki rabijo nekoga, da ga rešujejo, bi bila v objemu sočutja, čisto zadeta z vami. Joj, ti bom jaz pomagala, lej, pa bi bili pa še vi ljubeči do nje in se vzpostavi neka harmonija. To je vse možno, sam ne garantiram, da se to vam zgodi, ne. Morate pa biti potrpežljivi in upati, da se to naredili. In niti podrazno nazaj v kako imamo. Ne vem zdaj, koliko tole kadite, vidim, da ste kadili, koliko ste pa v cigaretih? Škatlico na dan. Ok, ni to toliko, ne. Zdaj, jaz znam, da recimo tudi s hipnozo odvajati od cigaret, ne. Sam teoretsko, v teoriji hipnoze, se tisti, ki imate akutna stanja psihoze, ne sme hipnotizirati, ne. Da bi se odvadili recimo cigaret. Zato, ker vi lahko zapadete, v teoriji to piše, ne, čeprav je enkrat to kršil, da vidim, kako to je. V teoriji piše, da se psihotikov ne sme hipnotizirati, ker v hipnotskem stanju lahko zapadejo spet v neke halucinacije.
Jaz še tega nisem doživel, pa sem že hipnotiziral tudi psihotike. Pa nisem Se lahko bolj na blažji način probati. Na blažji način probati. Ok, veste, kaj pa vi lahko probate? Nehat kaditi. Se že kdaj probali? Težko mi je. Vem, da je težko. Koliko pa kaj pijete? Mislim, ne malta. Tekočine. Ne, alkohola. Nič. Bravo. Zato, ker vi v omamnem stanju vi doživljate drug tip psihe. Ne? Vi ste take vrste človek, da v omami ste znali doživljati neka ugodja, prijetnost, ne? In biti omamljen, imate travo, ampak tudi 3-4 spit, pa en šnopček čez je omama, ne? In pol vam ta lušen začne dogajati in pol nezavedno hlepite. Zdaj sem bil na dopustu, sem 2 pera spil, ampak mi ni ugajalo. Super. Tako da zdaj že kar spet nekaj. Glejte, ko vam je pa v življenju pa lušen, a je kaj tazga, da je lušen? Ja, ta ukvarjanje s športom, ne, pohodništvo, kolo, po hribih hoditi, same to mislim utruja. To bi mi mogli neko življenje v meni, Ja. mene pa še bolj utruja, no. Pol mislim, da če bom šel na kakšen težji pohod, ko se zdaj planirajo, 8-9 ur hoje, vprašanje kakšen pol bom, ne. Lahko da bom še bolj uničen, pa... Nekako je to uničen. A to pomeni depresiven? Uničen? Glejte, jaz grem na kum, kadar sem najbolj zjeban, grem na kum. To je najtežji vzpon v Sloveniji, s kolesom. Pridem zmatran, sam sebi se smilim, toliko trpim. Ampak pol dobim pa neko blaženost, ker vidim, kaj sem jaz naredil. Ne, ampak grem s kolesom v Ljubljano. 3 ure vozim, ali pa 2 ure, se ni važno. Sem zmatran. Pa zelo morje, 35 stopinj sem šel odgor na 300 metrov. Smisel, da imam kap zadela, pa meni. Ampak pol, ko to narediš, vidiš, da si sposoben nekaj narediti. Ali pa te, ki so bili pri Ruglu, so maratone odlaufali. Ko je maraton odlaufal, je rekel, zdaj pa lahko vse naredim. Jaz sem bil ta let, na Potok Žici, recimo. Ste hodili? Teh 33 kilometrov sem prehodil. Super. Ja. Ko pa kaj, da bi mogoče pa kaj odlaufali? Včasih sem veliko tekel, ne? Ja. Kot mlajši, pa še v vojski smo veliko tekali. Zdaj pa ne, ne. Ko pa, veste, kaj bi ti to lahko, ali pa bi bilo dobro psihološko, psihično, terapevtsko, bi bilo dobro, da vi hodili v fitness, pa težka bremena dvigovali. Sem hodil 2 leti pa pol, potem sem se odselil, ko sem živel v Kamnik pod Krimom, sem se od tam odselil. Glejte, psihično je lušen, če vi dvignete 100 kil. Takrat sem jih. Veliko breme vam psihično paše in ugotovite, da vi lahko katerokoli breme, ki vam ga življenje servira, lahko dvignete, premagate. In vam psiha se čeliči, utrjuje. Krepi se vam psiha na račun tega, ker vi zaupate. Ne vem, odlaufate maraton, speljete, ne vem, vzpon na kum ali pa Vršič, kamorkoli, pa 100 kil da dvignete. Vi ste sposobni v svojih očeh, v percepciji, ni da ni, kaj vi vse ne morete. Zmorete, ne. Se pravi, jaz lahko to. Kaj lahko? Tudi nehat kaditi lahko neham, ker sem tukaj močen. In kaj lahko? Lahko tudi dobro mrho osvojim. Z nekim karizmatičnim pristopom. Kaj še lahko? Lahko tudi, ne vem, na črn nekaj zaslužim, ker treba tam nekaj dvigovati, pa bom močen, grem pomagati, eno popoldne pa dobim 50 evrov, ali pa 100 evrov. Ne? In pa vidite, dobite optimizem, pa ste, v psihoanalizi se reče, ste potentni oziroma nekastrirani. Ker moški ima še ta fenomen simbolne kastracije, to je nek obdobje odipalnega razvoja, pri 3-4 letih, ko deček motri anatomijo genitalij in prepozna sebe kot kastratibilnega. Kot bitje, ki se mu da lulčka odrezati. In ta kastracija jebe moškega celo življenje. In tisti, ki nima denarja, je brez kurca. Simbolno kastriran, se reče. Ne?
In zdaj, če imate vi omejeno finance, recimo s temi minusi, s tem statusom, ki ga imate, ne, niste car v lastnih očeh, niti v drugih očeh, na nezavedni ravni pomeni, da ste simbolno kastrirani. Ne, da ste brez kurca, se reče, tako vulgarno, kmečko. Ampak teoretsko, psihoanalitično po Freudu, pomeni, da vaše nezavedno prepoznava vas kot kastriranega. Ne, tudi drugim, da me tako tudi drugi, ženske vas tako vidijo. Ja. In pol niste vi uporabni. Ženska pa rabi unga prepotentnega samca, ki bo hudič v rep spulu. Pa tam ena na ena je bo nažgal, da se bo zmešal od lušnega. Mislim, zdaj to, malo bi vas namignil, ampak tole snemava, ne. Zelo pomembno je, recimo, kakšen sex life imate, ne, da bi imeli vsaj tam eno, bi rekel, libidinalno terapevtko za dušo in telo, ne rabita nič biti uradno skupaj, sam tam pa tam se je lušen dol dati, ker je to lušen za psiho. Njej paše, da je eno dobro nažge, vam pa tudi paše, da vi ženski nudite užitek, pa se posladkate z njenimi Ja, joški, jaz predvsem. pač imam bolj slabo spolno življenje, no. Ja, samo to se vse obrne na bolje, če bi imeli vi več denarja, če ne bi nezavedno sebe prepoznavali kot kastriranega, ne, kot brez kurca, ne, in signale, ki bi jih dajali ženskam, bi bili takšni, da bi intuitivno, s nekim cold readingom se reče, nezavedno bi prebrala ženska, s tem se pa splača dol dati. Dobro zgleda, je kar tak športen, ne, se mi zdi, da bi se potrudil za mene, pa ni napačen, recimo, ne. Sam, vi morate konstantno malo fehtati, ne, tam sodelavka, ki je luškana, ne, vi jo morate začarati, ne, začaral jo boste pa z nekimi dejanji, ne da boste vašo lepo faco kazali, ko sem jaz lep. Ženska rabi kurčenje, ne, z dejanji. Vi ene stvari, neke spretnosti imate, v nečem ste dobri, tam, ste dobri, se morate peteliniti, bahati, kurčiti, te prav izraz. Se pravi, če bi bilo več športa v službi, a ne, mi smo bolj, če bi bilo še šport v službi, kot, da bi bilo kot, zdaj imamo neko, ne bom razlagal, no. Če bi bilo več športa v službi, bi se lahko pokazal, ne. Ja, ampak tudi, Da znam pač, ne. če vi pridete v službo, pa tam rečete, jaz sem car, zakaj pa pol maraton sem odlaufal, 21 kilometrov. Naslednjič pa 42. Kje boš ti 42, ne? In pol vi čez 2 meseca pridete, 42 sem prelafal. In ženska ona, to pa ima kondicijo, tam pa ne bi sam 5 minut nažigal, da bi se pa 2 ure z mano ukvarjal. Ker ženska rab malo več časa, ne, 2 minute, 5 minut pa je gotovo. Ne? Ona bo sklep naredila, če je ta sposoben maraton odlaufati, pa bi me tam 2 ure obdeloval, kar si jaz želim. Jaz ne bi to za 5 minut. Ukvarji se 2 ure z mano. Ne? Takšen signal date vi, če maraton odlaufate. Ali pa če pridete, recimo na Bildan, pa rečete, sem shujšal 5 kil, ali pa sem se zaredil za 5 kil in to sama mišična masa, ker hodimo v fitness, bench imam, ne vem, 100 kil. Zdaj sem začel razmišljati, da bi se spet vpisal na Dejte se, Ja. ker ko boste vi tam dvigovali težka bremena, vaša psiha dojema, da ste vi sposobni težke probleme reševati v življenju. In ko imate vi fit postavo, date ženski vtis, da ste sposobni hoditi v rep spult. Če ste pa enkrat danes, enkrat jutri, ko zombi, tem niti ne ostane. Ne? Tako bo sklepala. Ne? Zato morate vi v svojem lifeu, v svojimi hobiji sebe ustoličiti kot carja, da ne boste več nezavedno sami sebi kastrirani, in ta nekastriranost bo iz vas šla tudi ženskam in se vam bojo malo nastavljale. In pa ko enkrat začnete to šlatati, to je to klušen, ko bi si heroin v žilo dali. Ne? 2 jožke v roke, overdose. Ne? Pa če čini krasne stvari, se mi zasukne od dušnega. In boste ponovili tisto zgodbo, ne, ki vam je
omogočila, da ste prišli do teh krasnih stvari, ne? More pa biti bolj na tak način, ja, kot ste vi rekli, ja, ta fant rab pomoč, ne, Ja, bom jaz pomagala, ne. srečo morate malo imeti. Ja, Ni pa vse v sreči, vi morate dajati od sebe pozitivno energijo, nasmejanost. ja, to Vi tega morate mi manjka. laskati ženske, če vidite, da je malo lepa, jo morate pohvaliti. Ne, če je debelušna, pa če 1 kilo shujša, koliko si pa ti shujšala, wow, dobro izgledaš, ne? Ne, to se mi je zgodilo, da sem punce nekaj hvalil, pa je bilo pol že precej narobe, ne. Ne narobe, potem so si napačno predstavljali, da že hočem biti z njimi, ne. Samo Moraš pa paziti. ženski pa še, če dobi pohvalo na račun Ja, svoje lepote. jaz sem jo pohvalil in potem je že preveč si. Ona je to izrekla. Ona je izrekla. Misli pa čist nekaj drugega. Njej se ful dopade, da se vi, bi rekel, da fehtate. Moški, ko fehta žensko, in lahko gre malo na živce, lega fuk fehtarja, bo rekla. V enem delu psihe pa to zelo paše. Psiha ni tako narejena, da je 100% za nekaj, je pa 100% proti nečemu. Psiha je zmeraj razdeljena, ne za, pa proti, ne. Vse je tako eksperimentalno, da bi šli videti po cest, pa da bi eno dobro mrho videli, pa da bi rekli tako, eksperimentalno mislim, da bi bil to nek sociološki, psihološki poskus, da bi vi dobili nalogo, pa da bi rekli eni ženski, kako dobro izgledaš, ko bi dal, da bi podaril, ne. Ona bi vzela šamar, tuf, vas usekala. Bež seljačino, bi rekla. Ja. In pol, recimo, bi pa jaz rekel, mlada dama, pridite sem. Dajte vi, tule bil eksperiment, vidim, kako ste odreagirali, dajte iskreno povedati, kaj ste si še mislili ob tem, ko vas je tako paradno fehtal za seks, ne? Kaj ste si mislili? In pol, če bo iskrena, bo rekla, v svojem je bilo pa fajn. Mi je bilo kar všeč, ne, jaz ne morem zdaj reči hvala, da ste mi to rekli, ne, da ste mi to rekel, ne, jaz moram odreagirati tako, kot sem, ampak globoko v sebi mi je pa pasalo to. Mi je pa pasalo, ker končno eno opazil, da sem jaz vredna, ne vem, pohote, ali pa da je eden zadovoljen z mojim izgledom, ne, kar si jaz v osnovi zelo želim. Če bi bila iskrena, bi to rekla. Uradno. Je pa znorela, ko si pa ti misliš, a da mi je skar vsakem dala, poglej se, kak si. Ne bi rekla uradno. Nezavedno bi pa pasali to. Ne? Zdaj pa je treba najti nek kompromis med sprejemljivim, malo vsiljivim, pa malo ponižno fehtajočim. Ampak moška moralna dolžnost je, da fehta ženske. Vi morate zalagati ženske, ki lepo izgledajo z nekimi komplimenti. Tudi, če se malo zlažete. Ja, eno sem recimo pohvalil, da dobro izgleda, Ja, potem je pa rekla, recimo, da bo kar fanta pustila, da bo z mano, ne. Tega si pa jaz nisem želel, ker nočem razdelati nobenih zvez, ne. bom rekel, to je pa moralno zelo v redu. Se pravi, imate nadjaz, ki je načeloma šibka stran, tisti, ki zapadajo v omamo. Nima močnega nadjaza, super ego, moralne razsodnosti. Ampak če ste imeli vi ta preblisk, pomeni, da niste izgubljeni, ne? Da niste psihopat. Psihopati so brez nadjaza. Se pravi, ona bi pstila, pa z vami bila. Ja. Ženske to znajo narediti. Ne vse, ampak nekatere, ker nimajo v osnovi tako močne moralne razsodnosti kot moški. Ona zna hitro prevarati tipa, ki gre malo na živce, malo je rutinsko z njim, pa malo bi rada sprobala, kako bi pa kak drug jo dobro nažgal, ne. In bi kar šla, ne. Vi imate pa zadržek, pa rečete, ja, dokler imaš ti fanta, jaz ne morem nič. Ker se mi ne zdi to moralno prav. Ja. To je velika moralna vrlina. Vi imate velik plus, recimo v mojih očeh, ne. Velik plus imate. Tako da, če ste vi to doživeli, si se štejte v plus, pa rečete, jaz sem car. Zakaj sem pa car? Zato, ker ženska hotela pstiti,
ti pa zaradi mene, jaz pa nisem bil za to, da ga psti, ne, recimo, ne. To je kar moralna drža, ne, to nima vsak. Ne, tisti šibki mladi, jaz sem rekel, ti Podrijo pa. Podrijo, bejš, boli me kurac, ne bi rekel Ja. eden. Vi ste pa moralnost upeljali, kar je super. Ne? In zdaj, jaz sem tle, recimo, še list papirja, pa bom rekel, dajte vi narisati sadno drevo. Tole je sicer ta življenjepis. Sadno drevo narišite, tako kot ga vi narišete, sadno drevo, kjerokoli, po nekih vaših občutkih. Da vas malo vidim, tako profiliram, ker tam z enim enournim, dvournim pogovorom težko je zdaj, ne vem, kljub vsem svojim znanjem, jaz ne morem vas čist profilirati, ne. Jaz sem zdaj vem, da v spletu okoliščin ste se vi pri 15, 18 letih zavozlali v življenju. Če bi imel časovni stroj, bi šli sami sebi reči, jaz sem ti čez 20 let, pa 25, ne, zdaj sem malo čez 40. Ne. Bi šli sam sebi povedati, ne jet na drogo, si boš uničil life. In če bi takrat ustrajali v fuzbalu, v športu, naredili srednjo šolo, bi danes imeli dobro mrho, pa 2 otroka, pa še kak faks bi naredili. Vam se je zgodil v spletu okoliščin strz življenjski, ki vas zdaj jebe celo življenje. Nekaj si skozi očitam, da nisem vreden, da nisem... Ja. Veste zakaj? Zato, ker v primarni družini niste dobili tistega, kar vas bi naredili optimista, sami sebi bili všeč, ker ste vredni, ne? Vi sebe dajete v nič, zato, ker ste dobili mogoče premalo pohval strani staršev, ne? V vsakem primeru, da bi mamica kipela od sreče, ko pride do sinčka, pa ga objame, fotar bi pa skozi govoril, ti si tak car, jaz sem na tebe toh ponosen. Vi bi bili čist druga psiha, ne, bi bila vaša. Ne, tudi, recimo, če bi to doživeli kot otrok, bi zelo talo drevo, ko ga zelo rišete, čist drugačno risan. Jaz sem ga kar nekaj narisal. Okej, jaz sem rekel, sadno drevo narišite, pa kar bo ratal. Malo mehen listi, ampak okej. Samo da vidim približno, kako se vi lotevate tega. Imate kaj to... Bratov, sestro imate, ne? Sestro, pa se tudi ne razumem. Ja, sam, veste, moralno odgovorni, pa zreli ljudje, imamo znotraj žlahte, pa še nek podpis dajte, no, kako se vi podpišete. Znotraj žlahte dosti normalne odnose, tudi flegmatične. Ne rabite težkih tem, sestro načenjati, ampak ste pa tudi stric njejim otrokom. Sem, ja, ampak... Vem, niste jih videli že dolgo, ali kaj, sploh nič. Ne. Mogoče sestre ni lušen, da ste vi, ko je že mlajša sestra, kako je že... Ona tudi tako gleda name kot loser, ne? Ja. Pa ne, ona dobro ve, da jaz nisem loser. Potencial imate velik. Sam lejte, zdaj, za hec, zdaj bom jaz tole pokazal, kaj ste vi narisali, ne? Lejte, jaz vam povem, da ste vi narisali nedokončano, lejte, močno deblo. Pesimizem pomeni, da so navzdol obrnjene, vsi narišajo, če vam zdaj 100 teh nekih dreves pokazal, kako ljudje drevo rišejo. Imajo vsi navzgor obrnjene veje, vi imate pa navzdol, tako da vse je že navzdol. Nekih želja, nekih jabolk je kar veliko. Ne, ampak tlele, ne, bi mogla biti krošnja. Vi sploh niste zacveteli v življenju. Vi imate z tega močnega nastavka življenjskega, bi mogla biti takala krošnja. Vi niste od sebe nič dali. In vi ne morete srečni biti, ker imate izreden potencial, da bi hudič rep spul, če ste bili dober športnik. Pa recimo, da je bila dovolj dobra družina. Mi rabimo dovolj dobro družino. Čeprav imate neke deficite v prejemanju ljubezni, pa disfunkcionalno primarno družino, vse imate nastavek dober, ampak ste se spotaknili v puberteti.
Kako že? Ja, tako, da ste namesto v športu zajadrali tisto drogo. Niste končali srednje šole in zdaj vaša psiha, ne, tukaj sedaj... Jaz sem obstal nekje v času. Obstali ste, ne, ker bi tele mogla biti krošnja. Vi ste pa sam naredili, bi rekel, do pubertete ste naredili drevo, ko pa tle gotovo. Zdaj pa, glejte, jaz sem drug teden star 60 let, ne, vi ste pa 40. Pa vi lahko hudič rep spulite, sam hudič ne pride, ne. Zdaj ne vem, koliko imate stranskih učinkov zaradi tablet, ne, ampak vsem, vi morate preko sebe jeti, ne. Vi morate, bi rekel, glejte, to drevo je nedokončano, na pol, tako da bi ga eno džago, ne. Ja. Zdaj pa, to je vaš life. Glejte, ste vitalni še, malo vas tableti s stranskimi učinki spotikajo, ampak niste v nekih akutnih fazah, vi se lahko trudite še pa še. Ne, tudi tale dolg pohod, boste na koncu zmatran ful bolj kot drugi, mogoče zaradi tablet. Ampak boste opravili 9-urni pohod. Saj to se sprašujem zdaj, a bi šel na ta 9-urni pohod, a je to preveč zame? Kako zdaj preveč? Kako pomeni, da boste vmes umrli? Je to tako, da prišli na Triglav, ne? Mislim, gremo na 2600 metrov, 2600... Pejte, meni so rekli, ne jed na Pašmanu. Mene je danes psihiatrina rekla, da ne boš slučajno šel, to je preveč zate. To je preveč zate. Ja. To je recimo ena od teh psihiatrij, s katero se jaz skregam. Jaz ga na medicinsko fakulteto. Maja Rus Makovec ali pa Zvezdana Mojca Mlakar. Se kregam z njimi, ker narobe gledajo na te stvari. Ne? Freudovsko gledanje je čisto drugačno od Krepelinskega. Krepelin je pionir psihiatrije, on bi tam možgane pa sinapse, Freud je pa z besedami operiral. Glejte, če vi rečete, jaz bom prišel na Triglav pa nazaj, greste na Triglav pa nazaj. Saj sem že bil na Triglavu, no. Sam, se pravi, malo se bojim, da ne bom zmogel, ne. Ok, tako sem se pa jaz bal. Ko sem en teden nazaj, trajal pri 35 stopinjah na Veliki Bokol na Pašmanu, ker so mi rekli, da me bo kap zadela. Ne bom več, ker sem dober po srcu. Ne je, kako zdaj ti meni govorijo, jaz sem car, jaz bom tole odtrajal, sam sem prišel gor. Sam sem šel, in the middle of the nowhere. Mislim, ta let že veliko vzponov naredeno. Ja. Ja, pejte, ker pohodi po planinah je tudi socializacija. Ja. Tam so tudi babe. Tudi. In treba je komunicirati. Pa še tako, fajn je, če vi svojo misel izostrite, da berete, delate na sebi, poslušate, ne vem, tudi moje podcaste, ne, tako kot tam tista, ki je rekla, Petko Depita pa nekaj ve, da vi postanete ful pametnejši, več znanja, da imate. Veste, ženske imajo izredno rade pametne moške. Pametne, ne. Oni, ki znajo razmišljati, ko se znajo pogovarjati, ne, ko vsake 5 minut rečejo, ja, a res, jaz pa mislim, sploh ne vem, ko mislim. Vi morate znati parirati v pogovoru. Ženski se dopade, če ima občutek, da je moški pameten. Ženska ima rada moškega z veliko denarja, pa z veliko pameti. Največji afrodizijak za žensko je, če je moški zelo pameten. Pa da ima veliko denarja, pa da ima nek status. Ne luzerja, ne? Da ni kastriran. In zdaj, probite vi že morate o sebi veliko vedeti, ful razmišljate tudi, ne, in imate nekaj znanja. In potem se je treba pogovarjati, prodorno. In če te vi izpade v pogovoru žensko pameten... Dostakrat sem jaz v službi lih, ko sem razmišljal, se začnejo pogovarjati, ne. Ja. Prav, da se pogovarjajo, ne. Ampak si mislim, kar sam pri sebi, si mislim, ti jih boste pa delite, ne. Ok, med delom, jaz ne vem, kak tip dela imate, ampak tam so... Ne, mi smo bolj sproščena firma. Ampak v eni točki, če se vi začnete pogovarjati kako težko temo, partnerske odnose, ali pa, ko pa vem,
Raj ne politike, nekaj imaš tam Se leve. dostakrat pride tudi do tega, da nismo istih... Ne, vse je v redu, ampak ko vi parirate v pogovoru žensko o neki temi, morate biti kos njeni pameti, njenemu znanju. Vi morate znati parirati. In ko bo ženska videla, da vam mozak dela, da ste pametni, da veliko veste, da pametno razmišljate, se vam bo nastavila, bo en knof odprla. To je Jožke videl. Če bo ona videla, da ste vi pametni, si bo dala žnable rdečo šminko gor. Bo prišla v rdečih štiklih. Tam jih imam gor, ker sem tole imel tolo zuško, kako čez zupančič, ki je vsa rdeča. Tam mrgoli alfa samcev, una pa se tam blondna nastavlja. Ker so vsi imajo neke statuse. Vi morate status pametnega pridobiti, če že nimate mani. Ne, se jaz se nimam za neumnega. Super, sam svojo pamet morate tudi pokazati. Ja. V prodornem pogovoru žensko. Pa veste, kaj je še fajn? Da znate žensko žgečkati z besedo. Da znate nasmejati. Tudi da se pol ure pogovarjate, ona se skozi reži. Ker je to ključno se pogovarjati. Vi jo morate skozi nasmejati. Znate, kaj je vico praviti? Niti ne. No, ok, jaz tudi ne. Čeprav imam tam razočarana gospodinja pri seksologu, ker jaz na odru nastopam, ker mi ne ptijo predavati. Pa nasmejim. V pogovoru žensko jaz tako blestim, da so sam režala. Pa govorim resne stvari. Psihoanaliza je vedel o seksualnosti. In znam pač tudi v seksualnost zapeljati in pa je ful lušen poslušati. Vi imate pa tudi neka znanja, zdaj moj namig, probite voditi pogovor z žensko, jo nasmejati. Li to je zdaj, včasih sem vodil v službi jaz, bolj tako pogovor, pa jim je to sodelavcem kar, jim je to ustrezalo. Zdaj sem pa raj tih, pa si mislim, raj tih bod pa deli. Glejte, strateško je dobro, da vi pokažete, da znate govoriti, da imate svoje mnenje, prepričanje, legitimno, da v razmišljanju imate rep pa glavo, konsistentno jedro, krog katerega se vrtite, ko se pogovarjate. In to naredi na človeka vtis, na ženske, na svoj način, pa moški vas tudi na nek način lahko začnejo resno jemati ali pa sploh spoštujejo, nekateri vam znajo biti tudi fovš. Sam preveč včasih, preveč o svojih problemih govorim. Ja. To je pa že pol malo utrujanje. Ženski ne smete reči, koliko imate problemov, ker bo rekla, lega, pa je res kastriran. Se pravi, moški, ki sam tarna, ni atraktivn. Pa še tako, ko vam gre na jok, raj ne jokati. Ženska, ko vidi moškega, ki joka, to kolega brez kurca. Ko da mu ga odrezu. Moški ne kaže solz, ženski. Ženska se zjoče, moški jo potolaži. Ni pa obratno. So moški zjoku, ženska jo potolaža. Načeloma ni tako. So redke izjeme, ampak raj svoje nemočnosti ne ženski servirati na pladnju. Ker bo so željo izgubila. Ona ima rada tam prepotentneža, ko se ga oklepa, ker je faličen. Erektiran je tam. In ona se ga prime. Obožuje nezlomljivost pri moškemu. Ne jokavost, pa ne obupanost. Vse pri meni je tako, da sem vas od te daljšega obdobja samskosti sem, ko sem sam, sem že kar malo obupan, ne vidim poti pol več naprej. Ja, zdaj vam jaz ene adute nakazujem, ki jih imate. Vi morate sebe katapultirati socializacijsko. Vi ste prej rekli, ena ženska bi mi prav prišla. Ja. Je res. Ja, zdaj morate pa tam takih, ki so uporabne ali pa ki čakajo, da prišel nekdo, da jih bo malo dvoril, takih, ki je malo morje. Vi morate pa ne kot luzerje k njim, ampak morate kot car pristopati. Kje so pa tvoji aduti? Hodim v fitness, sem vitalen, kolesarjem, sem bil zanč s kolesom, kaj vem kje, pohodništvo imam, sem fit, ok.
se znajdem s prihodkom, ob tele imam še, ne vem kaj, še malo na črn nekaj delam. A pa mi še kaj ostane? Ja, recimo, ne. Ja. In potem vi morate sebe bahavo predstaviti ženskam, ne smete se ne vem kako legati, lahko kako mini belo laž uporabite, ne. Ampak vi se morate bahavo obnašati pred ženskam, kurčiti se morate, ker to na žensko naredi vtis. Ne morate vi s tem, bo zbežala. Ja. In to 1, 2, 3, 10, nasmejan, pozitivna energija, laskate ženske, od sebe dajete psihično pozitivno energijo in pa se ena malo bolj nastavi kot druga. Ne, tiste available, ne, ki so samske, ko si želi vsaj neke erotike, če že ne. To, ko imam tak okus, ni mi vsaka sploh všeč, ne. Bravo, to je prav. Pa niste, imete izostren okus in tiste, ki so dovolj lepe, s tistimi se probite, kaj je, malo ukvarjati, pa malo fehtati, ne. Ne rečem, da se zapote v njih, ko svinja v buči, ampak malo pa morate biti agilni, malo morate napadati žensko željo. Ona je tam zato, da jo vi opazite. In če ima veliko rdeče barve, šminke, ne vem, če se blondno farba, če kaže veliko kože, če je v kikelci, če ima štikle, to je polna želje. Super. Ona čaka, da pride nekdo, da jo malo fehta. In moralna dolžnost moških je, da malo jo ogovarja. Sam, ne možeš bez kurca na svadbu, se reče, ne. Se pravi, treba je denar imeti, ne možeš biti loser čist, moraš biti pozitiven. Če si je pa ona že prej mnenja o meni ustvarila, ne, ker zgleda, da si ga je, ne. Okej. Kot zdravice. Je veliko takih, ki ne delajo z vsemi temi predsodki, pa še vi, recimo z nekimi dejci lahko prepričate, da delate na sebi, Ja. da ste se popravili, da ste daleč od tistega, ki je zapadel v to neko labirint izgubljenosti življenjske, da ste se našli, imate avto, ste vozni, svoj stanovanje imate, ne. Ja. Glejte, avto imate, dober. Ženska pride k meni v Ljubljani, si rekel, ko imate pa tu, ja, kolo je najboljše za po Ljubljani. Si rekel, kje imate pa avto, ne nucam. Kje te pa babo nažgali na bicikli? Avto moraš imeti, da veš, da ko ti crkne, da ti ga potegne. Sorry, tako govorim, ne. In ne morete na bicikli narediti. Imate avto, imate stanovanje, imate vir prihodkov, pa še fajn bi bilo, če tam nekje na črni še kaj delali. Pa ful se morate pozitivno izpostavljati. Pa neke simptome, neke počasnosti, morate malo skrivati, ne. Zdaj to, marsikdo je na tabletih. Pride k meni, eno žensko, se pogovarjamo, vsa super, in sploh, je nekaj pa vam ne morem povedati. Se čakajte malo, ne mi lagati, vi morate vse informacije meni dati, zato da jaz napnem možgane. Se rekel, vi ste čisto normalna ženska. Ne? Ja, veste, sem invalidsko v penziji. A se je sram povedati? Jaz sam jo je povedati, ne. Ja. Se rekel, meni pa ne delujete. Jaz sem na tabletih, imam diagnozo mejna osebnostna motnja. Ne. Mejna osebnostna motnja, to je kar, to bi rekel, zbegana osebnost, ne, tako bi rekel, vsa je čudna, ne. In jo nisem prepoznal v pisarni tlele, ampak šele, ko sem jo videl neformalno, sem videl, da se malo čudno obnaša, ne. Ampak ona zdaj ta podatek malo skriva, ampak dobi pa nek 500 evrov, tam invalidsko penzij, tam nekak dobiva, pa nekam hod, ne. Pa sem rekel, po tej deli probi, jaz sem bila turistična vodička. To je ful važen, ful je če nimaš samozavesti, če nimaš motivacije neke, če se ne ceniš dovolj. Glejte, tale drevo, ki ste ga narisali, imate ful močno nastavke za razvoj samozavesti. Vse imate tam primarno družino, mamica, očeta, vi ste bili ful dober športnik. To ne morete, vi ne bi bili dobro, če ne bi bile osnovnih fundamentov za samozavest. Tukaj močno deblo, meni ne nariše, meni naredijo ko zobotrebec,
mehna dreveščka. Včeraj mi je eden narisal 2 centimetra veliko drevo. Ja. Vete, vi ste ga ampak je nedokončano, vi niste zacveteli, vi se niste razvejali. In nikoli ni prepozno, sam morate se v življenju malo bolj hvalično izpostaviti, bolj kurčiti. Ne metati puško v koruzo, oziroma če imate tam v koruzo pejte puško na ramo, pa gremo v borbo. In v tej zgodbi je fajn, če so neke babe. Nek sex life je fajn, če imate. Tudi če ni čist lepa, samo da formo dobite, da vidite, da je lušen. Ker Jožka ima vsaka. To, ko primete, to, na novo se rodite. Ne? Pa tele ženske se rade ukvarjajo s telim organom. Ne? Mislim to, da se ena kele zapodi med noge, pa da mi ga vleče pol ure, to je noč človkrata. In zdaj vi tega heroina v žilo, pri spodobi nimate. Dajte probati upeljati na silo, če je treba. Sex life. Brez seksa to se ne da živeti. Da se spustim pod svoje merila malo, ali kako? Lejte, sam ne reči, veš, izbirati seksu, sem lepa, mi pa nis. To je ne reči. Ne, to je ne reči. Ampak poj, ko se v nekaj začel dogajati, bo kar faco v lepo spremenila. Ko te vi za Jožke držali, pa je gledal faco, bo kar nekaj novo faco dobila. Bo te Jožke v rok imel. Tako se to naredi. Ali pa da se tam noter zapodi, ko beraču golaš, ne. To boste vi lepo videli. Vi se lahko tudi zaljubite, tudi če ni lepa. Ampak je dobra po srcu, ne me razume, fizično pa glih ni. Ampak če se vam čustva vključijo, pa če seks začne laufati, vam bo fizično začela privlačna delovati. Tudi če ni v osnovi, ne. Jo boste vi bolj lepo videli. Pa jo lahko tudi radi imate, tudi če ni manekenka pa misica. Tudi če ima kako kilo preveč. Kaj vem, še bolj, če ima kakšne večje Jožke. Razumete? Če bi jaz strateško vam zdaj rekel, kaj bi bilo dobro v vašem lifeu, dejte na silo se s temi babami ukvarjati, tudi če niso misice. Zato, ker vsaka ženska je tam... V službi se pač lahko ukvarjam, ne? Kje jih je veliko. Doma se ne more... Hobi imate, v planinah se pa da. Tudi se da pogovarjati. Ja, pa ima noč svojo moč, se to enem dnevu vse prehodili. V enem dnevu imamo 9 ur hodili. Ko pa poj nazaj? Se pravi, mene 5 ur gor, pa je 4 ure dol. V redu, poj začeti se pa treba usediti, pa se malo pogovarjati. Poj pa treba kako domov peljati. Pa avto crkne, joj, se bi rada odolžila, ker si me domov peljal. Veš ko, že 2 let nisem za Jožke držal, te lahko malo primem. Seveda. Gotovo. Ona bo bolj uživala, ko vi. Pa tu ste imeli že neke ženske. Ja, imel sem v življenju ženske, sam... Se prav vete, kako ona uživa, ko vi to delate. Neke blokade so, ne. So, ampak da se tudi preiditi te blokade, ne. To vi lahko prijete nazaj v formo, pa nadgradite formo, ker potencial imate dosti dober. Tele veje se morajo na ohrib obrniti. Ja. Želja imate dosti, jabolk imate dosti, nek potencial. Deblo imate dober, zdaj pa sam še razsvetliti treba. Vi ste se pa odžagali tukaj. Vete, jaz nisem zdaj, prvem, ki sem tuhtu, kako se vas naj lotim. Tole sem prebral, to imate zgodbo, fundament imate zjeban. Ampak lahko pa ta fundament zjeban obrnete v to dovolj dobro družino. Mamica in očka. Pa sestrica, ne. Pa z tega fundamenta bi vi lahko splezali na zeleno vejo. Malo pozno se lotevate, ampak dejte, ne bom rekel 25 tablet, ker jaz nisem take vrste, ne, horuka, da mi rekel, ne, psihiatri pa tablete. Ker ste že probali, pa ste prehit prišli v akutno fazo, ne. To je treba postopoma zmanjševati. Jasno, ker se noben hoče z mano ukvarjati, ne. Verjamem, ampak glejte, če imate to psihiatrinjo, ki bi vendarle malo sodelovala, pa da jim namignete, da je bilo dobro, da malo po malo zmanjšujete, ker vi imate stranske učinke, a vi veste, da imate te antipsihotiki imajo stranske učinke. Če ste, ne vem, ko ste bili brez tablet, po koliko času ste zapadli v to akutno stanje? Vsak dan je bilo slabše.
In pol po ene parih mesecih se je to toliko daleč prepeljalo, da nisem več bil. Po parih mesecih. Ampak a je kak stranski učinek zginil? Ker antipsihotiki imajo čudne stranske Pol učinke. nisem mogel tudi, ne bom rekel, normalno na WC jeti več, ne. Sem sam še ležal in to je bilo vse. Ok, sam še ležal, to Pa v ste glavi mi je špilali. špilal, ne. Ampak v katero smeru? Te halucinacije ali kaj? Kaj ste iz registra, bi rekel, norosti? Kaj se vam je dogajalo po glavi? Lih neke privide sem imel. Privide pa pričute, ne, ste Ne, mogoče pričute, čutili ja. nekaj. Ja, ampak recimo stranski učinki tablet, ki jih imate, so pa kakšni? A kaj veste pri sebi, kakšni so? Sem samo napisal, da sem brezvoljen. Ja. Veste, in antidepresivi, in antipsihotiki, anksiolitiki zmanjšujejo pipco dotoka psihične energije za vitalno življenje. Psihična energija v psihoanalizi se imenuje libido. Vam se upada bencin za žvet. In pol ni unih akutnih stanj, ampak pa ste pa ko zombi, enkrat danes, enkrat jutri. Pa imate tale tremor, ne, tudi tresenje. Recimo, Ja. opažate, da se vam roke, Ja. recimo. No, to ženska, ko vidi, in ne paše to videti, ne. On reka, lega, kako pa to, ne, enega sem imel v stiki. Dajte kontrolirate tike. Ja, bi tokrat žensko, ja, ne morate s temi tiki, tako delate. Vas bo ženska videla, gotovo bo zbežala. Kontrolirajte malo. Ja, saj, če se skoncentriram, pa lahko. Ja, pa kontroliraj se, ne, ker ženska, ko vidi, bo zbežala takoj. Vi pa s temi očitnimi nekimi, tudi preplašite žensko, ne. Tako da, ne vem, če bi vi zmanjšali pa zamenjali tablete, da bi bil stranski učinek, da bi vi normalno takole sedeli brez nekih, ne, pa da bi imeli malo več volje. A psihiatri ste povedali, koliko imate stranskih učinkov? Sem mi razlagal, da preveč spim, pa je ne zanima, kaj dosti. Ja. Pa koliko časa ste pa noter, 5 ali 10 minut? Ja, 10 minut, ja. 10 minut. Ja. Veste, jaz si pa vzamem 1 uro, 2, 3, ne. Samo, jaz, ko se pogovarjam, pač to psihoterapija, recimo, da stane, ne. Tole imamo mi da danes brezplačno, zato, ker je pogovor z vami poučen in je dober. Nekaj vam bom dal. Ne, ker snemam, ni treba, da date, gledajte, dajte babam za pico. Prav. Ne. Pa še lahko, sem šel se z enim pogovarjati, pa sem hotel plačati, pa je rekel, ne, babo na pico pelj. Evo, in zdaj te peljem na pico, ker imam viška denarja. A res da? Jaz sem glih lačna. In poj kupite pico in bo vsa, a me še domov pelješ? In če bo pozna ura, lahko avto tudi crkne. Pa se malo polupčkata. Je lušen. Ne? Vi morate ženske spustiti v life, ker je to, bi rekel, kot da se naspidirate. Ženska je zdravilo. Kakorkoli so težke, pa s hudičem, pa ne vem, tudi zna biti pokvarjena, ampak ker ste imeli mamo, vi rabite žensko. Naslednico mame. Vi rabite uživati, ko vidite erotiko, pa se dotikate. To je lušen. To prerodi človeka. In človekinjo, ne. Tudi ženski je to strašansko lušen. Ne. To ona nič ne trpi. Joj, te neki. Ne. To ona šedej. Ženski je to lušen ko moškemu. Samo moški ima problem, da včasih zaradi treme ali tudi kakšni stranski učinki, recimo antidepresivi, hidravlika ne dela. Včasih, ne. Pa ženska misli, nisem dosti lepa. Ne, na tabletih sem. Ja, super, bo pa zbežala. Ok, stranski učinki, zmotite se ven, ampak ženska pa je pa vse lušen, ne. Sam njej ni treba nič, da ostane, da se kaj dogaja. Ne, zdaj pa moškemu, ki se tam neki žensko gre, in ženska zdaj gleda, ali mu stoji ali ne, če mu ne, nisem dosti lepa za tebe. Ne, ali ima pa tremo tako. A se moški boji, da ko mu ostane, da mu ni prijetno, da se nelagodno počuti?
Tu pa ne sme. Moški mora blesteti od sreče, da mu stoji. Ženska je pa še bolj srečna. Za njega sem tako lepa, tako seksi, da mu kar stoji že. Ne? To je priznanje za žensko. Najhuje, če ona tam striptiz odpleše, on ima mrtvo kačo tam. Ne? Zaradi treme lahko. In ona misli, da ni dost lepa, da bo ostal. Ona pa tremo tako. Recimo, sem že te zgodbe slišal. Ženska ima to se ji dopade, zaradi mene mu je ostal. Ne, sem tako pravim, v družbi pa to ni dobro, da ti kaj stopi. Če sta na samem razumem, ne? Ok, v družbi lahko tudi malo skrijete, ne? Pa rečete, Vaško, bolj te gledam, bolj mi stoji. Ja pa bo, res, da te bo vsa nasmejana, zaradi mene, ja. Moram biti pokrit. To ne moga spati tukaj v lušen. Zaradi mene mu je celo uro stal. Ampak malo morate ta sram, pa ta, malo da te na stran, malo morate fehtati na tak način. Ženskam to paše. Tudi če reče, lej, kako si pohoten, vse na samo živalsko steje, v resnici pa paše. Sam izrekla je pa neke butaste stvari. Izrekla jih je. Misli pa čist nekaj drugega, oziroma misli dvodomno, ne? Mal je ne, mal je ja. Vedno imajo, tudi pri posilstvih, ne? Recimo, je največji problem, če je v posilstvu tudi malo prijetnosti. Ker ne, Freud je to razlagal, ne? Tudi posiljena ženska je največja nočna mora za njeno psiho. Če živalski del njene psihe prepozna, da je tisti akt posilstva bil v eni točki čist malo tudi lušen. In za te prijetnega doživetja, ki je fiziološko, mora hoditi na psihoterapijo, posiljena ženska, ali pa spolno zlorabljene deklice. Razumem, ja. Razumem. Ker sem jaz to povedal, ko lep je pa tole rekel. Teoretsko je to tako. In nekdo, ki terapira spolno zlorabljeno žensko, se mora tega dotakniti. Mi smo kar ogromno teh spolno zlorabljenih. To je najhujša stvar, ki se lahko deklici naredi. Pedofilska spolna zloraba. In se je treba dotakniti, če je bilo slučajno kaj prijetno. In to je treba predelati. Recimo, ne. Sam to psihiatri ne delajo. On sam neke anksiolitike, antidepresive dajo tem spolno zlorabljenim. Psihoterapeut mora pa z besedo odvozlati neke misli. In prvem, recimo, beseda, da bo nekaj odvozlala, ni na tak način pomembna. Vi rabite kompas. Vi se življenja ne lotevate zdaj pravilno. Vi bi mogli vse narediti, da si žensko dobite v life. Oziroma, da malo seks life obudite, tudi z nekimi naključnicami, tam, ko sam za seks gre, z nekimi, ki bi pa mogoče pa nekaj imela, vidva intimnega, tako čustvenega. In če se najde kakšna takšna, da bi čustveno se nekaj z vami šla, je fajn sprejeti, tudi če ni mis sveta to klepa, ne. Zato, ker vam zelo koristi, če bi imeli neko... V službi je to, ne, da je do žensk, ne. Ja. Vse se ful lepo do mene obnašajo, Ja. me hoče sprejeti, Ja, me hoče sprejeti. Tista, ki pa jaz hočem, ja. da bi me imela rada, me pa nima, ne. Pa je samska ali ima... Ne vem. Ok, s neko prijaznostjo jo Se lahko pravim, zlagate. Sam lahko, da ima zgodbe iz otroštva pač tako, da je kronično ne zaupljiva do moških. Lahko, da je bila spolno zlorabljena in so vseh moških otepa. Kljub temu, da je zelo lepa, ampak lahko, da je bila, recimo, teoretično govorim, spolno zlorabljena in se boji moških, kako hodič križa. Ker ima zgodbo zagravirano not v psiho, v bios. To jaz ne vem. Ja, tako vam povem, da ne gre za to, da bi bilo z vami tako radikalno narobe, ampak lahko, da ima popotnico iz primarne družine, zgodba z očetom ali pa neka, ne vem, pedofilska zgodba se je njej zgodila, ne, in potem se vseh boji. Vi pa mislite, joj, nisem dosti dober. Lahko ima ona problem. Hočem povedati, da me vse lepo sprejmejo, no. Tista, ki pa jaz želim, da bi me pa ne. No, jaz vam pa povem, da ima verjetno razlog, ki je intrapsihičen. V njeni glavi, v njenem lifeu se lahko dogajajo ene stvari, so se dogodile v ranem otroštvu, v povezavi z očetom ali pa povezavi z mogoče spolno zlorabo in potem je kronično
a priorno nedovzetna za moške. To ni informacija, ki jo vi nimate, jaz pa vem, da je tako lahko, ne. In vas se suva, ker jaz pa nisem, sem pa loser, ne. V resnici ima pa ona nepredelane stvari v svoji glavi. Sesuva me, ja. Še dodatno, ne. Verjamem, ja, a veste, koliko je žensk, recimo, Na svetu. na svetu, ali ja. pa v Ljubljani, ali pa v Sloveniji. Ja. Ne, ali pa tam on, pa ne vem, kaj so še tam, ne, ene zgodbe. Glejte, ne obupati zato, ker vi imate potencial, da se še razcvetite, pa da se te veje navgor obrnejo. In potem začne krošnja, ne, ampak krošnja se zgradi, če se prikrade v vaše življenje, prikrade. Pojavi neka ženska, s katero čustvujete, če imate nek sex life, pa če mogoče, da se s temi financami še kaj okrepite, da bi kak biznis na črn še lahko zašli. Razumete moj point? Ker jaz sem Jaz toliko z denarjem nimam ne vem koliko, Ja. imam pa za osnovne stvari, ne. Za ženske rabite malo več. Vi se kar javite tam, ne, sem malo na pauzo dal tlele. Glejte, vi nimate take vrste psihičnega problema, da bi jaz s svojo pametjo vam rešil psihozo, ki je posledica droge, ne. Če bi v to smer šel, bi jaz rekel, dajte skupaj s psihiatrinjo postopoma zmanjševati tablete, ker tableti imajo preveč stranskih učinkov, ne sam to narediti, postopoma in potem probite motriti, kako se vam dogaja psiha, ne. Ker vi, če zapadete zgolj v depresijo, depresijo. Ja, se zapadamo v depresijo, ja. Ok, ampak obstaja pa drug tip tablet, antidepresiv, ki vam lahko počutje izboljša. Ne, problematične so halucinacije, ne. Ne, tega nimam. Ja, ampak takrat, ko ste sami nehali. Ja. Ko ste sami nehali, ste padli v psihozo. To je zajema. Ampak depresija sama po sebi, s tem lifeom, ko ga imate, bi jaz rekel, vi ste normalni zato, ker ste žalostni. Vi sploh lifea nimate. Vi formalno nekaj živite, vi bi mogli imeti žensko, formalno bi vi mogli imeti družino, da bi vi imeli enega, dva otroka. Vi bi mogli normalni biti zaradi otrok in se bi trudili biti normalni. Zdaj nimate družine, nimate ženske, nimate sex lifea. Ključnih stvari nimate. Kje boste pa srečni, pa veseli, pa radostni? Se to skozi razmišljam v glavi, to se meni plete. To, kar ste vi zdajle rekel, ne. Ja, saj zato ste tako drevo narisali. Glejte, ampak to pomeni, da ste vi normalni. Vi bi bili psihopat, če bi bili v tem lifeu srečni. Vi ne morete biti v tem lifeu srečni, ker v tem lifeu ni nič. Ja. Tam v unem zavodu ste neke minimalne denarce dobivate, brez ženske, brez nobenih te pravih hobijev, ohromljeni ste, nimate vitalne energije za torej stranskih učinkov, ne, in potem se vam vzpostavi žalost, kar je logično. Normalni ljudje v taki situaciji, ki ste vi, so žalostni. Ne, zdaj vam jaz dam pa certifikat, normalni ste, ker ste žalostni. In kaj morate pa zdaj narediti? Spremeniti tip življenja. Dajte hoditi, pejte v fitness, socializirajte se, bodite tam nekje aktivni v komunikacijah, socialno mrežo morate imeti, ne samo virtualno, v živo se morate tam družiti z ženskami, ne. Smejati se je treba, lušč mora biti v lifeu. Vam se mora v življenju vzpostaviti ugodje. Vi pa nimate ugodja v življenju. Ne. Ja, kje boste pa pol srečni? To ne obstaja. Tip življenja morate spremeniti, da boste videli, kako je življenje lepo, luštno, se boste začeli malo smejati. V tem paketu, veste, koliko je luštno, još kaj držati. Tako da se še malo z vami ženska ukvarja. Lušn. Tega vi nimate, tega duta dajte gor vršt. Ja, kako že, ja, da bab moram priti. Ja, kako že, ja, socializirati se moram. Pa ne moram biti več poklapan, ampak moram biti malo nasmejan, veder, pa malo je treba častiti. Se pravi, moram imeti denar. Malo ga imate, da je na kavico. Tako, Ne, ja. ne. Pa treba lapati, pa znanje imeti. Pa nasmejati žensko. Aktivno se morate ukvarjati, verbalno z njo. Laskati jo morate.
Koliko se fajn počutim, se s tabo toliko fajn pogovarjam. Razumete logiko? Ja. Ker čira čara, hokus pokus, da vam dam zdaj novo psiho noter, Ne boš- časovnega ne boš- stroja, tudi nimam, da bi šel tam vam pri 15 letih, Tamal, ne jed na drogo. Prihajam iz prihodnosti, pa 40 letih boš čisto zaciklan, že pri 21 letih se ti bo dogajalo, boš mogel v bolnico jeti, če boš ti tole začel. Ne se to jeti. Nimamo te možnosti za časovni stroj. Ampak od tukaj naprej, pismo, puška v koruzi, gremo v koruzo, puško pa v boj. A razumete? Ja. Ne vem zdaj, ko ste pričakovali, pa ko je tala prijateljica rekla, vode pa ve. Dajte probati. A Moja se bomo podcaste. a se bomo še kaj, se bo še kaj videla? Glejte, Trbole imate 1 uro, Ja. mislim, pridite, So nekako prek maila na vezi ali kako. pa tole sem zdaj posnel, zato, ker je to poučno. No, se mene ni kaj dost slišati, no. A zdaj, a moram jaz to zablorirati? Ne, se ne bojo vedno. Okay. Pa vam jaz rekel, evo, to je to, bom zdaj stop pritisnil.